Že pred 3 tedni je v Medvoški knjižnici potekal zanimiv literarni večer, na katerem sta dva avtorja, pisca zanimivih knjig, le te predstavila v pogovoru eden z drugim. Oba nekdanja Medvoščana, oba močno vpeta v čas osamosvajanja Slovenije in oba tudi dobra poznavalca dogajanja ob osamosvojitvi in političnega ter družbenega stanja takrat in danes. Tudi zaradi tega je bila čitalnica Medvoške knjižnice polna. Brane Praznik in Mitja Klavora sta oba večji del svoje mladosti in delovnih let preživela v Medvodah, s katerimi sta še vedno v stalnem kontaktu. Jaz se kar pogosto vračam v Medvode, vedno imam kakšne opravke, bodisi da kaj ustvarjam, predvsem na literarnem področju, ali pa imam tudi domače. Zame so še zmeraj Medvode domače Medvode. Moram reči, da sem zelo užival ob pogledu na mnogo znanih obrazov. Posebej mi je bilo drago, da sta bila tukaj tudi moja oče in mama. Drugače pa imel sem tremo. Medvoščani so vedno zahtevna publika in moram reči, da sem na začetku razmišljal, kako bo zadeva potekala. No, izteklo se je dobro, tako da sem zelo zadovoljen, tako z Medvoščani kot z Medvodami. V času osamosvajanja sta delovala v dveh organizacijah, ki sta bistveno pripomogli k osamosvojitvi. Kasneje pa sta obe organizaciji doživeli tudi svoje temne dni. Brane Praznik je bil varnostni organ v Ministrstvu za obrambo, Mitja Klavora pa šef kriminalistične službe slovenske policije. Oba sta kot včasih aktivna kulturnika v Medvoški svobodi tudi precej vešča pisanja. In rezultat njunega pisanja so knjige, ki so razburkale vsaj del slovenske javnosti. Pri najinih knjigah je skupna točka pravzaprav kriminal, ki se je dogajal pri razvoju slovenske države in je na nek način ugrajen, nažalost, v temelje slovenske države in to je ves čas povzroča v Sloveniji manjše potresne sunke. In dokler ne bo to nekako izpuljeno iz temeljev slovenske države, se bojo ti potresni sunki ponavljali in slovenska družba ne bo zdrava. Klavora tudi meni, da je to dogajanje tisto, ki še vedno deli slovenski narod, bolj kot delitev na levico in desnico. Ker slovenski narod je premajhen, da bi bil tako radikalno razdeljen na neko imaginarno levico in desnico, kar se pa kaže v praksi, ker v lumperijah se pa sploh ne delijo na levico in desnico, ampak so zelo poenoteni. Torej, problem je v tem, da so prišli na oblast in upravljajo državo ljudje, ki so na velik del ljudi, ki so na sporne načine obogateli in prišli do oblasti in dokler bojo ti vladali, bo pač tako. Mnogi menijo, da je tematika, ki ste jo zapisala in opisala avtorja, močna in obtožujoča, da zato hodita tudi po robu lastne varnosti. Vendar oba avtorja zanikata to mnenje in sta danes mnenja, da bi vsak v svoji novi knjigi zapisal še več. Skratka, da bi si upala odstreti še kakšno zaveso, ki skriva resnico. No, ne gre za to, da si ne bi upal. Jaz si pravzaprav upam vse. Avtoritet ne priznam več. Avtoriteta je zame moj oče, moja mama, drugih avtoritet pa ne priznam več, torej nimam ovir. Bi pa bilo pomembno opisati in zapisati politične vidike tega dogajanja, ker moja knjiga je bolj kriminalistično-policijski vidik, Branetova bolj vojaško-obveščevalni in preiskovalni vidik, medtem ko samo politiko in s politiki se pa nihče ni ukvarjal. In mislim, da bi bila naslednja knjiga potrebna, ki bi opisovala akterje kot politike. In morda bi tam prišli do dna. Ja, še več imen, nesporno več imen, podatkov je že tako veliko, samo še tista imena izza kulisja. Nažalost gre za zgodbe in čas, ki ni bil fikcijski. Dejstvo je, da je najpomembnejši trenutek slovenske zgodovine umazan v zgodovinskem spominu tudi zaradi zgodb, ki jih opisujeta avtorja. Zgodb, kjer je izginilo tudi precej denarja. Nekoč je moj brat rekel v eni predstavitvi na moje knjige, je rekel, poslušaj, Brane, če bi imel ti takrat mene s seboj, bi imel tudi ti danes nekaj od tega.
Škoda, ki je nastala z zgodbami opisani v njunih knjigah, pa ni bila samo finančna. Gre predvsem za moralno podobo slovenske politike, ki zaradi različnih razlogov ne želi dokončno zapreti tega poglavja slovenske zgodovine. Če bi jo želeli podoživeti, lahko vse knjige najdete tudi v Medvoški knjižnici.